Štefan dan ali Štefanje velja za praznik z najdaljšo tradicijo na Slovenskem, v Šentjerneju pa se je letos odvil že 160. po vrsti. In prvič si je ustvaril ta blagoslov konj 1711. S tem, da je bil prvič v Orehovici, nekaj časa potem si je pa preselilo v Dolenjo Staro vas. Tudi, kaj je bila vojna vmes, so šli fantje, to smo že večkrat povedali, kar na skrivaj, da jih je blagoslovil, sam da so rešili neprekinjenost. Neprekinjeno pa še danes prihajajo na Štefanovo mnogi konjeniki, ki se zbirajo ob šentjernejskem hipodromu. S konji se že ukvarjamo že dolgo, od malih nog. Imamo doma konja, tam okoli 20. Ja, predem vsako leto, če je lepo vreme. 4. leto zdaj. Mislim, da je to največji praznik v Šentjerneju. Zakaj? Ja, blagoslov konj, konj tak zelo plemenita žival. Ja, prvič so tele iz našega hleva, tako da so na prvi blagoslov. Na srečanje tole, kar je za to Dolenjo že tradicionalno, pomembno za nas konjerejce. V tem uživamo. Prvič pa smo na povorki srečali osnovnošolko Agnes Franko. Da se veselimo, pa da se imamo lepo, pa da jahamo, pa da se predstavimo vsem. Ker je to največji blagoslov konj daleč naokoli, vsako leto pride tudi množica jezdecev iz drugih krajev. To je praznik zdaj, to in kojarski in tako drugače. To moramo iti za srečo. Letos je bil na čelu konjenikov Matjaž Grubar, kar je bila zanj posebna čast. Ja, seveda. To samo enkrat v življenju pripada. Konjeniki so se s hipodroma odpravili proti središču Šentjerneja in naprej do Dolenje Stare vasi. Ob blagoslovu pri cerkvi svetega Frančiška Ksaverja v Dolenji Stari vasi je župnik Anton Trpin izprosil zdravja konj. Štefan dan je sicer poseben tudi za župana Radka Luzarja, ki prihaja iz Dolenje Stare vasi. Ta praznik pomeni predvsem ohranjanje tradicije, pa da ima konj v srednjem mestu. Šentjernej je poznan po konjih in mi konje zelo spoštujemo in zato ima v srednjem mestu. Številne obiskovalce so k sebi vabili tudi domačini, ki z gasilci vselej poskrbijo za pogostitev.